Tudi danes vam, drage gledalke in gledalci, izrekam lep dober dan, lep pozdrav v tem adventnem času, ki ga v prvem tednu želimo na nek način skupaj prehoditi, skupaj zastaviti prve korake tega adventnega doživljanja. Naj vas spomnim, da letošnji adventni čas še spada k svetemu letu, ki še vedno traja. Zato ne moremo mimo tega dejstva, da na začetku tega milostnega časa adventa premišljujemo, kako ga bomo preživeli do konca. Lahko bi rekli, da se povezujeta prav sveto leto in ta adventni čas v besedah upanje in božič. Te dve besedi sta notranje med seboj povezani. Sta tako močno povezani, saj upanje pravzaprav korenini v resničnosti božiča. Če se je na božič res rodil Kristus, če se je Bog res učlovečil na božič, potem je to temelj našega upanja in vse seveda njegovo življenje naprej. Čeprav še sveto leto pod geslom upanje pa ne osramoti ni končano, je morda prav, da naredimo že na začetku adventnega časa kratek pregled dosedanjega poteka svetega leta v svojem življenju. Ja, veste, vedno je dobro malo se ustaviti pa pogledati, kako je do sedaj teklo. Nekdo bo ugotovil, da je to dobro preživel, da je sveto leto v njem pustilo že sedaj velike posledice, dobre sadove. Drugi bo rekel, ja, skoraj je minilo, pa se še ga spomnim ne, in ima čas zopet še nekaj narediti. To bo torej zelo koristno, ker lahko ugotovimo, da lahko storimo še kaj svetoletnega, kajti še cel advent bo sveto leto trajalo. Vemo, da ga bomo končali na zadnjo nedeljo v decembru po naših stolnicah. Kaj, kar bo upanje še bolj utrdilo v nas ali ga razširilo v našo okolico, lahko vedno storimo. Klic svetega leta je bil jasen. Biti romarji upanja. Skupno sinodalno romanje. Torej, romanje je vedno skupno. Če malo pomislimo, kaj nam romanje pomeni. Romanje je vedno biti na poti in biti na poti, ja, kot kristjan. Biti na poti, torej kot ud Kristusovega skrivnostnega telesa. Biti na poti nekako kot cela cerkev, tudi če sam romam. Ampak pogosto imamo romanja tudi res skupna, tako da kot skupnost romamo. Ampak tudi če sam romam, sem vedno član cerkve, ud Kristusovega telesa. Torej nikoli pravzaprav nisem zares sam. To je ena stvar, da smo v tem letu bili poklicani biti in poglobiti to zavest, da smo romarji upanja. Druga stvar, katero nas je poklical papež Frančišek, pa je, da bi bili znamenja upanja v svetu. Tako si je zamislil zdaj že rajni papež Frančišek. On je povabil, da utrdimo v sebi torej krepost upanja in postanemo v okolju znamenje upanja na različnih področjih in s tem smo že tudi sprememba v svetu. Vidite, to je ena zelo pomembna stvar. Si upam biti sprememba v svetu? In sicer kakšna sprememba? Sprememba v smeri, v kateri hočem ali želim, da bi se svet spremenil. Ne bomo spremenili sveta, če ne bomo sebe spremenili. No in papež Frančišek nas je povabil, in to je dobro se zdaj zopet spomniti in preveriti, da bi bili znamenja upanja na nekaj področjih. Kar 8 področji je naštel. In sicer prvo tako področje je bilo, da naj bomo ljubitelji življenja. Ja, ljubitelji življenja. Kaj to pomeni? Pomeni, da nam je hotel povedati, da živimo v svetu, v katerem življenje ni cenjeno.
Zato je rekel, bodite navdušenci nad življenjem. Poglejte, v nedeljo smo glasovali za smrt ali za življenje na referendumu. Bogu hvala, da je zmagalo življenje. Vidite, tu smo že bili znamenja upanja v tem svetu, vsaj v naši domovini. Potem pravi papež, eno področje, kamor je treba prinesti upanje, je področje nemira. Bodite tvorci miru, je rekel, je zapisal v tisti buli na začetku svetega leta. Ja, tvorci miru. Najprej tvorci miru v svojem srcu. Kajti, če nimamo miru v srcu, potem ne bomo na zunaj mogli drugim pomagati. Živeti v miru. Potem biti tvorci miru v zakonu, recimo, med možem in ženo. Koliko koristi imajo otroci od tega, če mama in ate živita v miru med seboj. Ali v družini, v sorodstvu, v župniji, v narodu. Koliko vojn je v svetu. Glejte, kako pomembno področje. A sem znamenje miru? A sem taka sprememba, ki v mir prinaša v vse konkretne situacije, v kateri živim? Potem pravi, eno tako področje je, so take ljudje v težkih razmerah. Naprimer, zaporniki, je izpostavil papež. Zaporniki potrebujejo pomoč. Tudi nas, ki smo zunaj na svobodi. Smo nedolgo tega živeli teden zaporov tudi pri nas in se spominjali prav tega, da potrebujejo tudi oni našo molitveno podporo, pa tudi našo drugačno pomoč, kadar jo lahko nudimo. Zato, da ustvarjajo v sebi mir, da se oni lahko spreminjajo. Ali bolniki potrebujejo našo navzočnost, potrebujejo ob sebi človeka, ki jih ima rad, ki jih prime za roko, ki jih, pa tudi če brez besede na nek način svojo navzočnostjo umiri, potolaži. Potem so tukaj migranti, ki jih je cel svet danes skoraj poln, bi lahko rekli. Zopet eno področje, kamor je potrebno prinašati upanje. Ali tu so ostareli, tu so mladi, tu so revni. Vse ti ljudje živijo okrog nas. Naprimer, revni so lahko na različne načine, ne samo v denarju ali v materialnih stvarih. Lahko so ljudje revni tudi v duhu, lahko so revni v čustvih, ker jim manjka čustev, ker v medsebojnih odnosih, ker jih ne znajo graditi. Vse te razmere lahko vsak izmed nas prinese nekaj upanja. Če želimo, da bi se v svetu okoli nas kaj spremenilo, postanimo najprej sami taka sprememba sredi okolice, ki si jo želimo spremeniti. Biti sprememba za okolico, za svet okoli nas. Pri tem razmišljanju nam lahko zelo pomaga apostol Pavel. In to prav za odlomkom, ki je bil tudi papežu Frančišku navdih za temo svetega leta. In to je odlomek iz pisma Rimljanom v 5. poglavju od 1. do 11. vrstice. Dajmo mu malo prisluhniti. Takole pravi: ker smo torej upravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega, morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Vidite, v tem
je naše upanje. V tem je upanje, ki ne osramoti, v Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl in vstal, ki je dal samega sebe popolnoma za nas. Zato lahko prav ob tem tudi sebe vprašamo, kako sem v tem letu postajal sprememba sredi občestva, kjer živim, sredi zakona, družine, župnije, delovnega kolektiva, sorodstva. In kako je bila sprememba ta skupnost kot celota? A smo bili sprememba? Smo prinesli nekaj več miru, nekaj več dobrote, nekaj več upanja v svet, v katerem živimo, v okolico, ki je naša vsakdanja okolica. Ta vidik je lahko izhodišče pregleda svetega leta in hkrati odskočna deska tudi v novo liturgično leto, ki smo ga pravkar začeli s prvo adventno nedeljo. Ja, naj nam sveto leto pomaga tudi na novo, na drugačen način zastaviti adventni čas, adventno pripravo na božični praznik. V čem se je tvoje gledanje spremenilo v tem svetem letu? Poskušaj to ugotoviti. Gledaš danes kaj drugače, kot si gledal takrat, ko si začel sveto leto? To lahko gledamo nekako tudi s 3 vidikov, bi lahko rekli. Gledati na preteklost s hvaležnostjo. Ja, a gledam s hvaležnostjo na preteklost? Ne da bi izbiral iz preteklosti samo tisto, kar mi je bilo všeč. Ampak da sem hvaležen tudi za stiske, smo slišali Pavla. Kajti stiska, se ponašamo celo stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost pa upanje. Biti hvaležen za vse, kar se je zgodilo v preteklosti, v tem letu, svetem letu ali pa še v daljšem obdobju. Poskušajte malo to pregledati in prepričan sem, da boste našli veliko navdiha za hvaležnost, kajti Bog je tudi težke in hude trenutke znal uporabiti vsakemu v dobro. Tudi to je Pavel zapisal Rimljanom, ko je rekel, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Vse. Drugi vidik, živeti sedanjo z navdušenjem. Sem znal živeti sedanjo z navdušenjem v tem svetem letu in s tem odpiral upanje drugim. Navdušenje. Sedanji trenutek lahko živim z navdušenjem. Preteklega ne morem več spremeniti, prihodnega še ni. V tem trenutku sem pa lahko navdušen ali pa neka mila jera. Kristjani smo poklicani, da smo navdušeni v življenju. Kajti imamo razlog za navdušenje, njegovo navzočnost. Se spomnite, smo včeraj razmišljali o tistem, da je naše telo hiša Božja, vrata nebeška. In to vsak trenutek. In tretji vidik, kako lahko pogledamo, pa je sprejeti prihodnost z upanjem. Ja, tudi ko pogledamo naprej, ko vidimo svoje življenje, kakšno je to upajoč pogled. Zaupam v Boga, da ker je bil z menoj, je z menoj, tudi bo za menoj. Vidite, tudi to je adventno pričakovanje, adventno hrepenenje, prebujanje te zavesti. Še en vidik lahko izpostavimo. Cerkev, gledajte, je na nek način kovačnica prerokov, bi lahko rekli. Kajti pri krstu smo postali preroki, duhovniki in kralji, skupaj s Kristusom. Preroštvo je zelo pomembna zadeva. Preroštvo je namreč sprememba, ki jo kristjan prinaša v svet svojim novim življenjem. Samo takšna sprememba more prebuditi svet. To pomeni znati ustvarjati drugačen prostor, kjer se živi evangeljsko logiko podarjanja, bratstva, raznolikosti, medsebojne ljubezni. Ne se bati pustiti starih mehov, kot je Jezus nekje rekel. V novo vino je treba dati nove mehove.
stari mehovi, to so stare navade, dejavnosti, ki jih že delamo celo življenje. To je treba prenoviti. To so tiste stvari, ki ti dajo neko lažno zaščito. To smo vedno delali tako, zato bomo še naprej. In zaradi katerih potem pogojujemo ljubezen. Ja, stori to ali bodi tak in te bom imel rad, ali pa ti bom dal to in to. To so tudi navade, ki te oddaljujejo od ljudi, h katerim si poslan, ter ti onemogočajo, da bi prisluhnil kriku tistih, ki čakajo na veselo novico Jezusa Kristusa. Vidite, to so stari mehovi, ki nas pri tem ovirajo. Vprašamo se lahko tudi, koliko poguma je v nas, da gremo naprej po poti začete prenove, osebne, skupnostne, v zakonu, v družini. Želimo se prenoviti, smo malo premišljevali o tem. Želimo? Imam dovolj poguma? Prosim za ta pogum. Preteklo sveto leto, kolikor ga je že mimo, lahko pretresemo tudi v luči Božje besede, koliko sedaj bolj zaznavamo potrebe cerkve ter sodobnega sveta. Ali koliko uporabljamo vsa sredstva, ki jih daje na razpolago modrost cerkve, da bi napredovali na poti osebne in skupnostne svetosti. Zato vas povabim, da skupaj prosimo za milost, za čist pogled v svoje življenje svetega leta, da bomo na spremembi, ki jo je Bog uresničil v vsakem izmed nas v tem svetem letu do sedaj, romarjih upanja, mogli izbirati in uresničevati nadaljne korake. Saj ima sveto leto smisel samo, če po njem postajamo bolj božji, bolj zazrti v odrešenika in z večjo odločnostjo hodimo za njim. In to je tudi temelj našega upanja za našo prihodnost. Hvala za današnji čas, ki ste ga posvetili, da smo lahko skupaj malo razmišljali tudi o letošnjem adventnem času.